Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Tokrat si bomo pogledali povzetek dogajanja na 6-dnevnem mednarodnem rokometnem festivalu Eurofest, ki je v začetku julija potekal v Kopru. Udeleževali smo se tekem in večernih aktivnosti ter se pogovorili z organizatorji in udeleženci. Poglejmo. Od 4. do 9. julija se je v Kopru odvila že 30. edicija mednarodnega rokometnega turnirja Eurofest. Letošnji je nosil ime Mega Eurofest. Udeležilo se ga je 243 ekip in čez 4000 udeležencev iz 20 držav. Tekme so odigrali na 10 prizoriščih v Kopru in okolici, od katerih je bilo 7 notranjih in 3 zunanja. Turnir so prvi dan otvorili s tekmo zvezd na centralnem prizorišču na Ukmarjevem trgu, ki se je prelevil v rokometno igrišče. Proti primorskim športnikom so se pomirili nekdanji vrhunski športniki. Ja, občutki moram reči, da po dolgem času spet čuti malo adrenalina, ki v tem času sigurno je šel malo v pozabo. Zdaj je že kar nekaj let, odkar sem nazadnje odigrala kakšno tekmo, ampak se veselim tega dogodka, konec koncev je rokomet predstavljal en velik del mojega življenja, vložila sem vanj veliko truda in sem z veseljem se udeležila tega dogodka. Odlično, fenomenalno, poletno, lep dan je, bomo tole izkoristili. Sem zelo vesel, da sem na ekipi tu z bivšim plavalcem Matjažem Markičem, tako da je malo lažje, ampak je treba tudi plavalcu vključiti za take zadeve. Športniki so se tekme z veseljem udeležili, saj se zavedajo pomena takšnega velikega turnirja za razvoj in spodbujanje mladih rokometašev in rokometašic. Če se vrnem malo nazaj, mislim, da je bilo to ob koncu sezone, ob koncu šolskega leta lepa nagrada za vse otroke, ki so se tega udeležili. Jaz mislim, da so vsi komaj čakali na to, tako da to je res se mi zdi v njihovih očeh bil nepozaben trenutek, ko so malo odložili vseh danes skrbi šole, so se sprostili, tako da je samo za pohvaliti in upam, da bo trajalo še dolgo časa. Na tribunah se je zbralo ogromno mladih športnikov in ker je 6-dnevni turnir namenjen predvsem njim, je med njimi zagotovo kdo, ki si želi stopiti na pot profesionalizma. Zato smo športnike povprašali, kakšen nasvet bi jim dali. Da ne sme obupati, da imaš dobre dni, imaš slabe dni, če si se odločil za to, pa če si predan temu ne obupati, pač mora se posvetiti temu, nič ni napolnjen, vse moraš dati 100%. Po tekmi je sledilo druženje udeležencev ob koncertu skupine Neme Jugat in Slavka Ivančiča. Predstavili so himno Eurofesta, rajanje z glasbo pa je potekalo do polnoči. Naslednji dan se je začel tekmovalni del. Prisotni smo bili ob prvi domači zmagi, kjer je ekipa mlajših dečkov rokometnega društva Koper v tesni in napeti tekmi premagala ekipo Danske s 15-14. Ena super tekmica, fantje so se izkazali, igrali borbeno, dali so vse od sebe, na koncu srečna zmaga, bi rekel, za gol. Gremo dalje, pozitivno. S prikazano igro so bili zadovoljni tudi sodelujoči rokometaši. Zelo smo se trudili, na začetku sem mislil, da so veliko boljši, a ko smo se potrudili, smo zmagali. Tudi za vikend so bile tekme v polnem teku. Tokrat smo ujeli žensko rokometno ekipo iz Kopra, ki so proti Čehinjam zmagale z 19-9. Prejšnja tekma ni bila uspešna, ampak ta tekma je uspešna in smo se vse potrudili na obeh tekmi in smo vsi ponosni na nas in smo se ful poboljšali. Ja, smo dali vse od sebe na obeh tekmah in tudi, če smo prejšnjo tekmo izgubili, smo ponosni, ker pač vemo, da smo dali vse od sebe. Obalnim rokometašicam je usoda očitno za nasprotnice ponovno naprtila češko ekipo. Dekleta ženskega rokometnega kluba Izola so se namreč pomirile proti njej in zmagale 17-9. Nismo toliko zadovoljni, ker lahko bi se bolj potrudili, ker smo bile zelo zmedene in nismo bile z glavo in lahko bi bilo boljše. Po mestu so se ob prostem času sprehajale rokometne ekipe in nekatere so poskrbele za pravo navijaško vzdušje. Takšni so bili rokometaši iz Francije, ki so bili s svojimi opravami tudi najbolj prepoznavni.
Udeleženci Eurofesta pa niso nabirali samo rokometnih izkušenj, ampak tudi nova poznanstva, prijateljstva in simpatije. Can you tell me more about the girl? J'ai rien compris, les gars. Il parle plus de la fille. Girl is beautiful in copper. Girl is beautiful in copper. This girl. Did you meet any new people or maybe guys? Maybe some... You like some guys? Yes. Are you gonna stay in touch with them after Eurofest? Pestro dogajanje je bilo tudi v šotoru za Bonifiko, kjer so se udeleženci prehranjevali. Vsak dan so za zajtrk, kosilo in večerjo razdelili okoli 1300 obrokov. Vsak na svoj način pridejo z različnimi vprašanji, feedback dobiš nazaj prvi, je dobro, ni dobra hrana, je treba kaj popraviti ali pa če imajo kakšne želje, probamo uresničiti, če se da. Takšne stvari so pač spontano, ker komunikacija je vedno bistvena, ne? Če ni komunikacije, pol seveda ni nič, ne? Tada, tu marsikaj pol zvemo od otrok, ker otroci so pa najbolj realni, kar se tiče hrane. Oni povejo tako kot je in točno tako drži. Ni boljše, ni slabše, je dobro ali pa ni. V tem času pa so bili zelo zaposleni tudi peki in gostinci, še posebej tisti, ki so se nahajali v bližini centralnega prizorišča in ostalih prizorišč tekem. Vsak dan smo imeli puno bašto, tudi evropsko prvenstvo v nogometu, tako da od četrtka pa naprej smo od jutra do konca smo imeli vse polno, ampak je bilo ful dobro. In lepo je videti te ekipe in celega sveta, koliko vem. Ja, tako da... In so prijazni ljudje? Ja, ful prijazni. Smo imeli skupine, par dni, vsak dan smo imeli skupine iz Srbije, Hrvaške, tudi Filipini, če se spomnim dobro. Dogajanje po celotnem mestu je bilo vsekakor pestro. Tudi ob večerih so se v sklopu Eurofesta zvrstile zanimive prireditve, kot recimo karaoke zabava ali izbor za Mister in Miss Eurofest. Zadnji dan je bilo v teku še nekaj finalnih tekem, nato pa je sledila zaključna prireditev na Ukmarjevem trgu, kjer so najboljšim podelili pokale in medalje. Na koncu je vse prekrasno, sploh ko vidiš takšno maso veselih udeležencev. Moram pa tudi reči, da zdaj na koncu tudi nam pade kamen dol. Res, lahko smo ponosni vsi, če ste prej posneli naš organizacijski odbor, ponosen sem na njih, ker res imam zelo dobro ekipo mladih prostovoljcev tudi in speljati neko tako stvar, to malo kdo ve, kak podvig je. In vse te prireditve letos, ki so bile res številčne, zahtevne, so uspele. Veseli smo pa sploh lepega vremena, da je vse potekalo res po planu enkratno. Na festivalu je pomagalo več kot 40 prostovoljcev in tako imenovanih stafovcev. Nič, ponosni smo, da smo organizirali tako velik event v Kopru in privabili toliko ljudi iz vse Evrope. In jaz se v bistvu zahvaljujem vsej ekipi, ki je pomagala pri izvedbi tako dobrega eventa. Ja, smo tukaj že dolgo let, sam sem več kot 15 let že prostovoljec, sedaj sem tudi v staff timov in pač takšen event je potrebno vložiti veliko truda in pač na ta event sem pripravljal več mesecev in res bi se zahvalil vsem prostovoljcem in tudi naši ekipi, brez katere ne bi mogli izpeljati tako velikega dogodka. Zadnje trenutke z Eurofesta smo ujeli še med udeleženci. Super. Zmagali smo finale, zdaj se počutimo zmagovalno, jako prvaki. Našli smo še par punc, Francozink. In smo uživali v Eurofestu, upamo, da se bo ponovilo naslednje leto, isto tako dobro. In brez poraza. Izkušnja je bila odlična, zmagali smo že 3. leto zapored. Ker pa smo bili kar boljši od drugih in upamo, da se bo tako še nadaljevalo. Težko
teško je bilo jako. A u polufinalu smo nažalost izgubili. Htjeli smo donijeti to zlato kući, ali nismo uspjeli. A nema veze, donijeli broncu. Druge godine ćemo uspjeti. Broncu smo uzeli. Bronce isto dokažu da smo dobri. Ali stvarno čestitam Kopronu na zlatu. Dobro su igrali i želim im sreću na sljedećem Eurofestu. Mi ćemo pobijediti sljedeće godine. It was so cool. We had so much fun and we discovered the city. It was really beautiful and we really enjoyed it. Thank you very much. Thank you. Rokometaši in rokometašice so nato odšli vsak na svoj konec sveta, glavni organizator pa je dan po zaključku že obiskal mednarodni turnir v italijanskem Teramu, ki je pravzaprav navdihnil festival Eurofest. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.